Takole, pozdravljeni. Danes bom pa pogledali tisto domačo nalogo oziroma samostojno delo racionalnih števil. Prvi primer je bil ulomek. Ulomek je seštevanje ulomkov in da lahko ulomke seštejemo, jih moramo dati na skupni imenovalec. Če pogledamo si tule, imamo 2/3, tu pa 1 celo. To 1 celo bomo dali na ulomek 2. Tule sem, da si pero, evo ga takole, 2/3 prepišemo plus 1 cela pa lahko izrazimo kot 1 enina. Poglejmo zdaj imenovalca, skupaj imamo 3 in 1 in najmanjši skupni imenovalec bi bil v tem primeru 3. Najbolje, da si kar prepišemo trojke vse posod. Zdaj, ker ta prvi ulomek je že na tretjinah, lahko števec prepišemo. V drugem delu pa pogledamo, imamo 1 in zato pomnožimo to enko s 3, da dobimo potem 3. Ampak, če smo množili v imenovalcu, moramo množiti tudi v števcu. Takole, ne? In dobimo 3/3. Zdaj pa seštejemo tale dva ulomka, imamo skupni imenovalec, zato lahko števca seštejemo, to je 2 plus 3 je 5 in imenovalec pa prepišemo in je to rezultat. Dobro. Tako, naslednji je bil že mogoče malo kompleksnejši, imamo seštevanje in odštevanje. Prav tako za seštevanje in odštevanje moramo dati ta izraze na skupni imenovalec. Da damo na skupni imenovalec je najlažje, da pogledamo malo kakšna števila so spodaj in poiščemo najmanjši skupni večkratnik oziroma pogledamo, tule imamo zdaj 5 pa 2. 5 lahko pomnožimo z 2, da dobimo 10, 2 lahko pomnožimo s 5, da dobimo 10, 10 pa je že kar v redu, ne? Tako bo naš skupni imenovalec tu 10. Nič ni narobe, če je skupni imenovalec večji, če bi 20, a ne, bil, ne bi bilo nič narobe, samo malo več bi računali. Večje številke bi imeli za računanje, ne? Dobro, tega smo rekli, da lahko kar prepišemo. No, je pa tu. 5 pomnožimo z 2, ampak če pomnožimo imenovalec, da ohranimo enakost ulomka, moramo pomnožiti tudi števec, to pomeni 2 krat 2 je 4. Pa tule 2 krat 5 je 10 in če smo pomnožili spodaj, moramo pomnožiti tudi v števcu, ne, oziroma zgoraj. Tako si zapomnite, ne? Tako, ko imamo enkrat na skupnem imenovalcu, bom jaz zdaj dala to na skupno imenovalsko črto, mislim na skupno ulomkovo črto, zdaj pa tule 4 plus 20 minus 1, to moramo zračunati, pa bom jaz danes za spremembo napisala to vse na zgornjo v števcu, ne? Tako, zdaj pa 4 plus 20 je 24, minus 1 je 23. Računamo popolnoma normalno zgoraj, spodaj pa preprosto prepišemo. Tako, no, pa smo že pri tretjem primeru. Pri tretjem primeru je pa takole. Paziti moramo, da upoštevamo vrstni red računskih operacij. Potenciranje ima prednost pred seštevanjem in odštevanjem. Zato bo naš del tale najprej. Najprej moramo potencirati. Zdaj, če se spomnimo, kako potenciramo ulomek. Ulomek potenciramo tako, da potenciramo števec in potenciramo imenovalec. To je 1 na kvadrat, ulomljeno z 2 na kvadrat, minus 3/4. Zdaj pa tole poračunajmo, 1 na kvadrat je 1, 2 na kvadrat je 4, minus 3/4, no, sreča nam je bila naklonjena, imamo že skupni imenovalec, če tu ne bi imeli skupnega imenovalca, ga moramo poiskati. Kaj dobimo? Dobimo 1 minus 3 je minus 2 ulomljeno z 4. Tukaj pa še nismo popolnoma končali, to je že ene vrste rezultat, ampak ulomki morajo biti okrajšani. To pa pomeni, da delimo z največjim številom skupnim števca in imenovalca. V tem primeru je to 2, tukaj napisala, tole delimo z 2 in če smo delili zgoraj, moramo deliti tudi spodaj. Vedno
oba dela, če hočemo ohraniti isti rezultat. Vedno si to zapomnite, oba dela, in števec in imenovalec, in zgoraj in spodaj moramo to početi, če hočemo, da ulomek ostane isti. -2 deljeno z 2 je -1. 4 deljeno z 2 je pa 2. Tako, no, zdaj, če pogledate tole, ne, tale minus lahko napišemo kjerkoli, pa se rezultat ne spremeni, ne. To je že dovolj dober rezultat, seveda, ampak lahko bi napisali 1 ulomljeno z -2, ali pa bi lahko tudi napisali -1 ulomljeno z 2. Kakorkoli želite, ne. Ponavadi imamo tegale zadnji zapis, ni pa nič narobe, nobeden izmed teh zapisov ni napačen. Tako, aha. Zdaj imamo pa izraz z oklepaji in ulomki. Še vedno moramo upoštevati vrstni red računskih operacij in zato, če se le da, v oklepaju izračunamo najprej. Tako da bomo zdaj tale dva oklepaja poskusili rešiti. V prvem oklepaju odštevanje, to pomeni, da mora biti skupni imenovalec. Tule, če pogledate, ker je to 2 celi, lahko dodamo 2 enini. Če imamo 1 in 3, je skupni imenovalec tretjine, pa si pripravimo tretjine. Zdaj pa tule. Enko smo mogli množiti z trojko, pa dvojko smo mogli množiti z trojko. Je to 6 tretjin, 1 tretjina je bila pa že kar na mestu. Tule imamo zdaj eno enino, skupni imenovalec med 1 in med 2 je 2, zato zdaj tole pomnožimo z 2, pa zgoraj pomnožimo z 2 in dobimo, da je 2 polovici plus 1 polovica. Minus 3 cele pa ne smemo pozabiti. Tako, zdaj smo pa pripravljeni, da v prvem oklepaju odštejemo 6 tretjin, minus 1 tretjina je 5 tretjin, krat 2 polovici plus 1 polovica, so to 3 polovice minus 3 cele. Zdaj pa spet. Vrstni red računskih operacij nekako nam pravi, da moramo najprej pomnožiti, potem pa odšteti. Zdaj pa pri množenju smo pa rekli, da lahko stvari pokrajšamo. Tole trojko in tole trojko lahko pokrajšamo in nam ostane pri vsaki 1. Zdaj pa pomnožimo. Pomnožimo zdaj 5 krat 1 je 5, 1 krat 2 je 2. Minus 3 cele. Tako, zdaj nam pa ostane še samo zadnje dejanje, to pa da odštejemo tole. 5 polovic minus. Zdaj, tukaj imamo 3 enine, zato bo to 6 polovic. Je to minus 1 polovica. Tako, pa še zadnji primer. No, tukaj je pa zdaj pravzaprav zmešano vse in ulomki in potence in oklepaji, da vidimo, kako daleč smo. Tale dva oklepaja imata prednost predvsem, zato bomo ta rešili. 7 minus 5 je 2 na kvadrat, minus 3 cele prepišemo, krat. Tu pa moramo zdaj dobiti 1 polovica minus, ker to lahko pretvorimo v 1 enina, bo skupni imenovalec 2. Če smo spodaj pomnožili z 2, moramo pomnožiti tudi zgoraj, ne, da dobimo 2 polovici. Plus, no, tale del 4 na nič lahko pa kar izračunamo, to je pa 1. Rekli smo, karkoli na nič je 1. Pa gremo naprej. 2 na kvadrat je 4 minus 3 krat 1 polovica minus 2 polovici je minus 1 polovica plus 1 cela. No, tule pogledajte, 4 pa plus 1, ko že lahko seštejemo, to je 5 minus, tukaj imamo pa zdaj 3 enine krat minus 1 polovica. Množenje poteka pa tako, da pomnožimo števec s števcem in imenovalec z imenovalcem. Minus 3 krat minus 1 je plus 3 ulomljeno z 2. Zdaj pa moramo sešteti ta dva ulomka. Tole je treba dati na skupni imenovalec, ker seštevamo. To sta 2 desetini
plus 3 polovice je skupaj 13 polovic. Ta zadnji del smo zračunali malo hitreje, mogoče za nalašč, da se navadite hitro razmišljati, kje je zdaj plus, kje je minus, kje je skupni imenovalec in tako. Se pravi, zapomniti si morate, seštevanje in odštevanje vam data skupni imenovalec, medtem ko množenje in deljenje pa ne. Lep pozdrav, do naslednjič.